Dober dan v novi oddaji. Danes bomo govorili malo o avtentičnosti, zato ker se ljudje ne zavedajo, kako pomembna stvar je to v življenju. Zakaj je to ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko narediš v življenju. Avtentičnost ne pomeni nič drugega kot sposobnost spontanega obnašanja. Sposobnost spontanosti pomeni stanje človeka, kjer v njem ni strahu pred izražanjem samega sebe. In tak človek je neustrašen, suveren, neodvisen, opolnomočen in s tem nevodljiv. Tak človek je ful nevaren za sistem. Zato, ker ima močen vpliv na ljudi in ga ne moreš več voditi, ne moreš več upravljati z njim. Ni ovca več. In torej stanje avtentičnosti ni nekaj, kar je samo nek popularen trend, dajmo biti avtentični, varianta. Zato, ker je to ful fajn. In je pač spet to ratala nek trend in že izrabljena beseda, ker zdaj že vsak reče, da je avtentičen. Ampak nezavednost, slepota ljudi gre veliko globlje, kot si ljudje mislijo. Če rečeš slepemu človeku, da je slep, on ne ve, da je slep, ne vidi, da je slep. To pomeni slepota in nezavednost. In marsikdo, ki posluša te videe, se ne zaveda delov sebe, katerih je pač nezaveden. Torej, skozi njega živijo, on živi samega sebe, samo v neki meri, do neke mere. V tisti meri, ki sebe ne živi, pa tega sploh ne vidi. To je nezavednost. In ta nezavednost upravlja z našim življenjem, kontrolira, kako bomo mi živeli, in to je vzvod elite, skozi katerega nas manipulira. In torej avtentičnost ni samo nek lep trend, new age, lep trend, zato da bi bili avtentični, da bi se imeli fajn, ampak je ful, v bistvu najmočnejša stvar, ki jo lahko dosežeš v življenju. Največja investicija vase, največja naložba za celo življenje, zase in za cel svet. Torej, kot sem omenil, avtentičnost je stanje, ki ga živiš, kadar sebe v celoti spoznaš. In sebe lahko v celoti spoznaš samo, če si dovoliš cel spekter človeškega izražanja. Če si ne dovoliš cel spekter človeškega izražanja, tle se ne gre samo za čustva. Gre se za kakršnokoli počutje ali stanje, ki obstaja na človeškem spektru izražanja človečnosti. In če karkoli od tega nisi sposoben živeti, ti sebe zares ne poznaš. Šele ko si sposoben živeti cel spekter, ki ga poznamo, da človek lahko je, ti lahko rečeš, da si sprobal vse, kar pač obstaja v človeškem izrazu in se na koncu ustalil v svojem avtentičnem podpisu, gremo reči. Ker vsak človek ima svoj nek avtentični podpis. Profil samega sebe, nismo mi vsi isti. In pač ta lastni avtentični podpis ti lahko spoznaš, dosežeš, samega sebe spoznaš samo, ko si dovoliš vse, kar premore človek. Prej ne moreš vedeti, prej sebe ne poznaš, prej živiš v iluziji, v lažeh, v nezavednosti ali pa v zavednem strahu. In torej, če si nezaveden, kot zmeri pravim, vse, kar lahko narediš, je, da pogledaš
kje v življenju, v odnosih z drugimi ljudmi in situacijami, služba, kjerkoli, vidiš, da prihaja do destruktivnosti. Če prihaja do destruktivnosti, do nemosti, do nesposobnosti vzpostavljanja intime z vsem, čemer si v stiku v življenju, potem pomeni, da je v tebi en del, ki ga ne živiš, v katerem si v disociaciji od in tako lahko rataš zaveden človek. Lahko vidiš, nek problem imam. To je prva stvar. In ko ugotoviš, da imaš nek problem, lahko začneš raziskovati, kater je ta problem. In to je zelo lahko ugotoviti. Ker kakšen je spekter človekovega obnašanja, mi že vemo. Sam poglej skupino ljudi in boš videl odraz človeštva v njih. Zmeri boš dobil enega, ki je ful agresiven, en, ki je bolj mehek, en, ki je bolj tak, en, ki je bolj tak, in boš dobil cel spekter človeškega izražanja. In če kaj od tega, če imaš kaj pred tem, kakšen problem izražanja v samem sebi, kakršen koli del iz te skupine, iz tega spektra, če imaš kakšen problem, pomeni pač, da imaš strah, da imaš upor v tem delu. In dokler ne boš cool s tem delom, ti ne boš vedel, če je ta del tebi avtentičen ali ne. To ne pomeni, da ga boš potem celo življenje živel. Mogoče ti ni avtentičen, ampak dokler ne boš probal, ne boš vedel. In za probat, zaživeti naprimer nekega arhetipa killerja v sebi ne rabiš pobijati, zato da vidiš, če je ta arhetip v tebi dosegljiv. Ne rabiš ubijati. Dovolj je, da si viden samemu sebi in predvsem drugim biti sposoben biti killer. To je fora. Zato, ker mi ne pridemo nikamor, če mislimo, da moramo probati vse, zato da vemo. Dovolj je, da si ti viden biti pripravljen to. Ta arhetip, ta del sebe, za katerega ne veš, če je tvoj lastni, avtentični ti ali ne. In torej, ko si ti viden sebi in drugim, biti pripravljen biti ta del sebe in ga živeti v svoji lastni izkušnji, izražati, skomunicirati, pokazati s telesom, sebi in drugim, brez da komurkoli škodiš, tako lahko ugotoviš, torej šele ko rataš cool s tem, kar ni enkrat, ne. V stvar se moraš udajati večkrat, da ti rata cool, in šele ko ti rata cool, ko nimaš več upora pred tem, lahko vidiš, če je ta del nekaj, kar spada k tvoji avtentičnosti. Če ne, ne moreš vedeti. In tako pač lahko priješ do te avtentičnosti. Torej, skozi svet, ki ti je zrcalo, lahko rataš zaveden, da imaš problem. In enkrat, ko imaš problem, lahko vidiš, kje imaš problem skozi druge ljudi in skozi sebe. In čisto na koncu, skozi sebe narediš integracijo. Torej, vse ima neko strukturo, če pogledaš v življenju. Torej, zaveden rataš skozi druge in skozi sebe lahko preveriš svojo avtentičnost. Oziroma, lahko spoznaš, v čemu si v disociaciji od, in potem skozi sebe spoznaš svojo avtentičnost. Skozi druge zaveden, skozi druge in sebe zaveden česa, in skozi sebe narediš integracijo. Ful zanimivo. In v glavnem, to je edina pot. To je edina pot. Ni nobene druge poti, nobene terapije ni. Nič, kar si je človek zmislil, ni tako močno kot to. Ne zato, ker jaz rečem, ker bi bil kao najbolj pameten, ampak zato, ker je to inertno, po defaultu, v vsakemu človeku. To je naša naravna inteligenca. Ali ti razmišljaš in razumeš to, kar jaz zdaj govorim, ali ne,
živeti to, kar jaz govorim, je simpel vsakemu človeku. Gre se samo za strah pred izražanjem samega sebe in predtem še to, da bi bil zaveden samega sebe. In postopek sem že povedal, se ne bom ponavljal. To je to. V glavnem, zdaj, ko sem razložil proces avtentičnosti, kako pridemo do nje in kako se jo lahko sploh zavemo, da obstaja ta pot. Torej, če hočeš detajle, si sam pejdi pogledati vse moje prejšnje videe, vsi so frišni, vsi so up to date in govorijo cel cajt o temu. V vsakem videu imaš iz drugačne perspektive pogled na isto stvar, na isti proces. Zakaj se ponavljam kot kaseta o temu? Zaradi tega, ker ljudje ne prepoznajo moči tega, kar govorim. Ljudje mislijo, da se gre tle za to, da bi se mi imeli samo hippie fajn. Ne gre se za to. Gre se za to, da mi svet dobesedno spreminjamo skozi sebe. Nikakor drugače se ne bo spremenil. In to je edini način, kako lahko pridemo do trajnostne spremembe, ki jo ohranjamo iz stanja spontanosti, sproščenosti. Torej, brez truda, zato ker spremembo res imaš. To je edini način. In torej, tle se ne gre samo za to, da bi mi bili ful fajn in prijazni vsi med sabo, ampak da bi bili nepotlačeni, da bi bili celostni, svobodni in dosegli spremembo ne samo zato, da imamo mir, ampak da dobesedno manifestiramo nebesa na ta planet, kar je zelo možno. In vsi tisti, ki mislite, da se ne da, ki si mislite, ali tega Uroša, ko je naiven, le tega Uroša, kakšen utopist je, neki sanja, se pač ne zavedate resnosti situacije. Projecirate svoje limite name in se ne zavedate resnosti situacije, resnosti tega, kar govorim. Kdorkoli gre čez ta video tako, na hitro, le tega utopista, to se ne bo zgodilo. Uroš, svet ni tak, kaj bluziš. Vsi, ki si tako mislite in greste tako hitro čez takšna sporočila, glede na to, v kakšni družbi živimo, ker ti prodajajo samo laži, vsi tisti, ki greste tako, se pač zavedate, da ste slepi. Ste nezavedni in neintegrirani ljudje. In pač ravno to, da ste takšni, torej vzdržuje trenutno stanje v svetu disharmonije in v bistvu elita dosega skozi vas točno to, kar si je želela doseči. Cilj elite je bil, da imajo nezavedne, neintegrirane ljudi, ker takšne ljudi lahko vodiš ko ovce, jim lahko prodajaš stvari, korenček in bojo laufali levo in desno, kot kužek. In s takimi ljudmi lahko delaš kar češ. In ta postopek avtentičnosti ni samo postopek avtentičnosti, ampak je postopek suverenosti, neodvisnosti, moči. In kot sem rekel že 1000-krat, bom rekel še 1000-krat, da močni, isti ljudje, isti tičijo skupaj. Moč prepozna moč. In samo na tak način lahko stopimo skupaj. Ker vidite, da itak ne stopimo skupaj. Ne stopimo skupaj, smo razdvojeni, zato ker živimo v glavah, ker se fokusiramo na to, kaj mislimo, namesto da bi se fokusirali na to, kar nam je v resnici vsem skupno in kar je prizemljeno. Ne, ker živeti v glavi je ful abstraktno, v glavi si lahko misli vsak svoje, ampak če si prizemljen, veš, da v tej realnosti, tle, kjer smo, ene stvari delujejo, ene pa ne delujejo. In tisto, kar prinaša harmonijo, je to, kar deluje, kar prinaša disharmonijo, pomeni, da ne deluje. Torej v življenju ne moreš kar napolno nekaj samo filozofirati, je treba biti prizemljen. In če si prizemljen, če prepoznaš preprostost, inteligentnost življenja, se zavedaš, da na koncu smo vsi ljudje in vsi čutimo.
čisto vsak človek čuti. In vsi čutimo ljubezen v sebi, in žalost, in jezo, in nemoč, in stres. Vsi čutimo iste stvari. In če živiš v glavi, če živiš življenje skozi glavo, potem boš v življenju zmeraj, ti bo na prvem mestu v odnosih z ljudmi prepoznavanje stvari, v katerih ste si različni, ker v mislih si bomo zmeraj v večinoma različni. Toliko kot je ljudi, toliko je filozofij. Ne? Ne samo to, da je toliko kot je ljudi, toliko je filozofij, tudi če imata dva isto filozofijo, zares ne vemo, če sta se razumela, ker vsak ima drugo definicijo istih besed, iste filozofije. Tako da razumevanje je ful popačen način komuniciranja. Čutenje je pa zelo direkten, neposreden in v glavnem nepopačen način komuniciranja. Ker ko nekdo joče, lahko čutimo njegovo žalost. Ko nekdo ljubi, lahko čutimo ljubezen. Je torej direkten prenos komuniciranja in zaznavanja, priznavanja, da smo isti, da smo vsi ljudje, ki čutimo. In v glavnem, kaj sem hotel povedati, če ne živiš v glavi, ampak če živiš v telesu lahko živiš samo, če imaš integracijo, ne če si zaveden. Zaveden pomeni še zmeraj biti v glavi. Samo z integracijo pridemo v telo in se prizemljimo. In kadar imaš integracijo, imaš istočasno zavedanje. Integracija je superiorna vsemu. Zavedanje je inferiorno, je slabotno. Je potrebno, ampak če imaš integracijo direkt iz prve, imaš vse. Imaš tudi zavedanje. Če imaš zavedanje, moraš pa integracijo še naknadno narediti. To govorim zato, ker jaz sem tak človek, ki se rad vrže v življenje in se takoj sooči z integracijo. To je najhitrejša in najlažja pot. Začni živeti to, kar nisi še živel. Začni živeti to, kar čutiš, da bi mogel živeti, pa si ne upaš. Začni živeti to, kar je prav. Začni živeti cel spekter človeka, zato da rataš zaveden in integriran. In v glavnem, če imaš integracijo, če živiš torej potem končno iz telesa, samo če imaš integracijo, samo če si integriral, živiš dele sebe, v katerih si bil v disociaciji od, torej to je prizemljitev, samo če si prizemljen zares, lahko dojameš, da smo vsi isti. Da smo vsi isti in da barva kože in vse one filozofije, ki jih nosimo v glavi, nimajo nobene veze, ker smo vsi isti. Vsi čutimo. Vsi smo čuteča bitja. Human beings. Ne? Torej, biti. Samo biti in čutiti. In to je to. Biti in čutiti. In v tem smo vsi isti. Kaj sem hotel povedati zares? Mi prihaja pozno, sem počasen. V glavnem, hotel sem povedati, da samo če si takšen človek, boš vsak konflikt v življenju, boš vsako situacijo v življenju zmeri vzel tako, da boš najprej pogledal in dal kot prioriteto stvari, ki nas povezujejo. Torej, nema veze, kaj se zgodi v življenju, najprej boš iskal stvari, v katerih se povezujemo. Torej, vsak konflikt, vsak trigger boš kot pravi umetnik obrnil v povezovanje in ne razločevanje.
boš na prvo mesto dajal, v čemu smo si podobni in ne v čemu smo si različni. In če je to prioriteta v tvojem življenju, ki je lahko samo, če imaš integracijo, potem smo mi razrešili vse situacije v tem svetu, v tej družbi. Mi vsako situacijo, ki jo imamo zdaj v svetu, vsak konflikt, ki ga imamo v tem svetu, s konfliktom ni nič narobe. Fora je, da mi ne znamo konfliktov razreševati, to je problem. Konflikti so dobra stvar, ampak mi jih ne znamo razreševati, to je problem. Če bi ti imel konflikt, naprimer, mi imamo zdaj tako situacijo, pride do konflikta in mi konflikta ne razrešujemo in s tem dovoljujemo, da konflikt kronično obstaja in nas vodi in kontrolira. In če bi mi konflikte znali razreševati, da bi ne v konfliktu pogledali, živeli skozi glavo in s tem konstantno iskali prvo stvar, v čemu smo si različni in torej iskali dodaten vzrok za to, da bi podaljševali to nesposobnost razreševanja konflikta, to agonijo. Če bi živeli v telesu, ker bi imeli integracijo, je prva stvar, ki bi se fokusirali ne v to, v čemer smo si različni, ampak to, v čemu smo si isti. In ti lahko to živiš samo, če delaš integracijo, o kateri govorim, to avtentičnost, o kateri govorim. Torej, če kot posameznik stremiš k temu, si istočasno vzor drugim in končno lahko v ta svet, kjer živimo vsi iz glave in najprej iščemo razlog za to, da se razločujemo, končno zaradi integracije lahko bomo spontano iskali razlog za povezovanje, ker kot pravim, v telesu smo vsi isti, vsi čutimo. Za to lupino je eno čutečo bitje in to je to, en duh. In mi smo vsi isti na tem nivoju. In samo, če imaš integracijo, lahko to dojameš, ne samo kot eno vera v glavi, kar ni slabo, ker vera te takoj reši tega, te osvobodi, ampak lahko to še živiš kot živeča izkušnja. Brez, da rabiš samo vero, ker to živiš dobesedno, ker takšen si zares, tudi v energiji, ne samo v veri. In tisti, ki nočete biti samo verni in religiozni ljudje, ki bi radi imeli izkušnjo Boga, življenja, je to edini način, da začneš živeti človeško izkušnjo. Mi nismo prišli na ta planet po nič drugega kot to, da živimo človeka, da živimo človečnost. In človek je čuteče bitje. To je na prvem mestu. Potem tam vse ono dol, kar so vse stvari, ki nas razločujejo, ta trenutek je samo zaradi tega, ker se ne prepoznamo kot čuteča bitja, ker živimo samo v glavi. In šele ko prideš v telo, ko imaš integracijo, lahko dojameš, da si čuteče bitje in takrat bojo vse te iste stvari, v katerih smo različni, stvari, ki nas bojo bogatile. Ko bi le ljudje dojeli, kaj govorim, da prodajam zlato. Dobesedno hodim, za sabo puščam zlato in folk ga ne vidi. Noro. Če v tem svetu ne prepoznavaš, prvo kot prvo teh stvari ne prepoznavaš, samo če si v veliki disociaciji od sebe. Če si blizu celostnega sebe, celega sebe, potem so ti te stvari, ki jih govorim, ful domače, ti dobro zvenijo. In v vsakem primeru moja želja je, in v resnici želja vsakega je, da bi bili močni, da bi bili celostni. Ker enkrat, ko živiš to, zakaj si prišel sem, torej življenje, človečnost, v bistvu prideš do lastne moči, do svoje hrbtenice, do svoje suverenosti, neodvisnosti. In torej bolj, ko prideš v življenje, bolj, ko prideš vase, bolj, ko prideš v človeka,
bolj si živ, bolj si močen, bolj si čuteč in pač torej povezan sam s sabo in s tem povezan z drugimi. Hočem cel cajt pokazati, kako je avtentičnost ena najmočnejših orodij, ki jih imamo v tem življenju. To ni samo nekaj, zato da bi mi bili v rožicah in ne vem kaj. To je ful inteligentno orodje. Najmočnejše v tem obstoju. Kaj je močneje kot to, da trenutni pekel na svetu spremenimo v nebesa? Kaj je močneje kot to? In to, kar govorim tu, je edina pot. Edina pot je.